Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage Slovenke, dragi Slovenci, naju zelo veseli, da smo danes lahko tukaj, četudi zelo na kratko, da vidimo, kako živite, kako delate, kako ste. Vidim, da ste dobro. Vidim, da ste živeli vsaj del svojega življenja težko, da so sedaj boljši časi, tako za vas tukaj, kot za nas v Sloveniji. Omenjeno je bilo, da ste majhna skupnost, da je Slovenija tudi majhna. Jaz mislim, da tega v teh modernih časih ne smemo govoriti, da smo majhni. Štejejo ljudje, štejejo, kakšen ste vi, kakšen sem jaz, kakšna ste vi. Ne pa, koliko nas je. Ker se ne gremo vojne, gremo se sodelovanje. Tako da, kljub temu, da vas je malo, ste junaki. In junaki bodo zmagali. Je pa neka razlika, ki se je opazil med vami tukaj in nami tam. Pri nas v Sloveniji živimo dobro, kot še nikoli nismo živeli. So krize, so težave, ampak nebesa so samo v nebesih. Ampak pri nas kljub temu, da živimo dobro, smo vsi nezadovoljni. Vsi se pritožujemo, vsi smo žalostni in to se vidi tudi na himni. Mi igramo himno z Zdravljico tako nekako žalostno in počasi. Kar je nenavadno, če je Zdravljica, mora biti, vesela. In tukaj jo igrate bolj udarno, skoraj da poskočno. In jaz mislim, da to je prav. Življenje je lepo, če ni lepo, bo lepo. In v tem duhu bi vam jaz zaželel vse najboljše in čim več slovenstva. Če kdo ne zna več slovensko, ima pa lahko dušo slovensko in srce slovensko, kar je za mene prav tako pomembno kot sam jezik. Iskreno čestitam in želim vse najboljše in vam bi, gospod predsednik, obisku izročil manjše darilce. Vse skupaj ni nič. To je neka čokolada, kjer je pa bled na sliki in citiranje, recitacije slovenskih umetnikov o Prešernovem spomeniku. Najlepša hvala, dr. Beks. Najlepša hvala. Za vas pa tudi imamo, tako da veste, da imamo tudi od Adelaidi slovenskega pisatelja, ki napravi lepe knjige, zbirno besede, lepo. Ko boste imeli čas, verjetno boste pregledali, to je za vas. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ta dogodek bi jaz rad izrabil še za eno drugo majhno slovesnost. Naš urad občasno podeljuje zaslužnim Slovencem po svetu priznanja. In mi smo gospodu patru Janezu Tretjaku že pred časom podelili priznanje, ni pa bilo prilike, da bi mu ga izročili. Zato z parmesečno zamudo vam izročam to priznanje, ki je zahvala za vaše 30-letno delo, zahvala za vse, kar ste naredili in tudi za tisto, kar boste še naredili. Hvala lepa. Ja. Hvala.
Sedaj preko začnemo kosilo v naš klubski pevski zbor pod vodstvom Jadrana zapeli na čast nam vsem, posebno za naše goste, par pesem. Hvala, Jadran. Ko ste slišali in videli, da slovenski klub v Adelaidi ima dober in lep pevski zbor pod vodstvom Jadrana Vatovec. Najlepša hvala, Jadran, najlepša hvala vsem vam, najlepša hvala vsem, ki ste danes tukaj. Ne sme se zamiriti, čas, imamo zelo kratek čas. V 2 uri moramo spet biti na letališči, zdaj bo kosilo in tako naprej. Hvala lepa še enkrat vsem.